Tanja, izvolite. Ja, jaz sem rešil, ker moram popraviti smer, da zelo uživam. Glede tega svilogojstva, torej meni je žal, da so ta to je bil majhen dvorec, ker zdaj ne bi začel s to zadnjo kolegico. Namreč ta dvorec, kjer je Mah živel, so pred leti podvrli, to je že največja kmečka hiša in žal tudi se med ljudmi se je to zelo malo vedlo. Je pa pred leti, mislim tega bo že nekaj še ne 20 let, primarij Drago Mušič objavil v Protovsu članek o teh metulih amandmajih in kolikor se jaz spomnim, je to zadnjega, zdaj ga najdeš že okrog Kranjske gore, se je kar razširil in je pa zelo lep. Jaz sem ga enkrat videl, to je res bolj rjavkasto, malo si videl, je pa tako velik približno kot tista velik nočni, ne vem kaj se kimče, kaj se reče. Res prekrasen metul in ne vem, če sploh je škodljiv. Drugače je bil pa Mah, je bil skrbnik graščine Poganci in on je živel na Malem Slatniku, se pravi, tista hiša, kjer je on živel, je bil en tak otoček, pa je zdaj hiše ni več. Je pa to, domačini so pa kar vedeli za tega nesrečnega Maha, ki je bil zelo zanimiv in koliko vem je z njim živela tudi hčerka od tega sestra, od tega fizika Maha, ne bi bila celo neka korespondenca, ampak več kot to se nisem. Kar je pa zanimivo to, da se pri nas na Slovenskem ni uveljavil žganje z Muru, ki je ni tako slabo, ampak jaz sem ga bil samo v srpski varianti, se je tragično končalo. Pa tudi murvinega listja, mislim tudi murvine deske, pa nas zelo težko odbilo. V Srbiji so sodi z Muru zelo pogosti in iz Muru sod je zelo dobro za šnopc. In jaz sem pred 5 leti enega prav iz Srbije si ga dal pripeljati, zelo lepi sodi. To bo zanimivo, da pa nas se to ni razširilo, pa je lažje žganje pridobivati iz Muru kot pa iz češenj. To sem tako tako drobno zanimivost. Drugač bi pa se še, potem bi šel kar od zadaj pri gospodu, ki je gozdar, bi ga sam prosil za informacijo, ker tle sem pa popolnoma neveden. Je pa kaj se zdaj, katera znanost je to zdaj pri gozdarstvu, ki ugotavlja te komunikacije med koreninami. Ker tle se pa, koliko sem jaz spremljal, tle prihaja pa najbolj čudna stvari, nekako za mene najbolj revolucionarne, da obstaja neke komunikacije med koreninskimi laski in tako naprej, celo vpliva pa je to na gobe, ampak to je samo, imam zelo slabe informacije. Ne vem, se pravi, tle prebiram, ampak sem zelo neveden. No, potem bi pa še glede prve kolegice, bi pa opozoril glede tega kmetijskega šolstva, prosite, ker sem bo slišal Brinke zapisal. Torej, glede te kmetijske šole pri Snežniku bi jaz bolj poudarjal vlogo Šolmajerja. Namreč knez Schönborg-Waldenburg je samo občasno prihajal na Snežnik, on je živel v Nemčiji in bil to njegov lovski dvorec. Šolmajer je bil pa tam nek gozdarski strokovnjak. To je bil vnuk od starega Kosta, seveda, nečak od mlajšega Henrika, Efina Koste in je imel velik posluh za šolstvo, za šport in tako naprej. Gozdari so ga sicer tega šejka precej vrnili v javnost, ampak bi ga lahko še bolj in bil pa res malo osebno mogoče zopren, kot so bili vsi Koste. Imajo že na zunaj, zgleda je malo nenavadni. Rodbina je še danes živa v Ljubljani in celo ena izmed naših kolegic je poročena v to družino. So pa bolj manekeni pa tako naprej. Potem bi se vključil v izraz strokovnjaki iz tujine. Pokojni profesor Vilfan je bil zelo alergičen. Namreč mi ne moramo smatrati Češko za tujino, to je bila vse avstrijska monarhija. In to seveda niso tujci in bi bilo čas, da smo zgodovinarji tle malo bolj strpni. Potem bi rad opozoril, da zemljiška odveza ni povzročila odkupa posesti.
zemljiška odveza je samo pravna sprememba. Lahko naprimer imamo primere iz Istre pa z Goriške, da so zlasti mehni zemljiški gospodje rekli, ma ne maram, nič kupite tole, pa gotovo naša, ampak to ni sistemska rešitev. To je zato, ker je imel, on je naprimer živel v Gorici, pa je imel eno njivo, pa je rekel, ne maram nič odveze, kupite to njivo, pa pete korakno. Take pa z Istre tudi poznam take primere. Potem, glede šolstva, torej jaz še nisem najdel primerov, pa se zadnjo leto ali pa dve predvsem ukvarjam s tem, da bi v predmarčni dobi ali pa predobvezno šolstvo plemstvo podpiralo osnovne šole po kmetih. To je bila izrazito domena cerkve župnikov, kar so bili nekateri prav čudeži vrst, kjer se je pa sam pobiral. Naprimer, okrog Trebenga sem najdel, pobirajo šurkvenih, nikjer pa ni nobene šole. Potem glede literature, torej vi ste omenjala neko, ki je bila prevedena iz nemščine, bilo je pa nas pa še ena velika serija, predsejšnje število tako zvane Hauspater literatur, ki je bila na vsakem gradu. Jaz moram reči, da ne dobim nobenega primerka, potem sem bral, ampak nisem pa še ne v Narodnem muzeju srečal nekje druge, kakšnega primerka. To so bili neki priročniki za gospodarstvo na graščinah, kako se tam upravlja, kako se vodi in pa je tudi o gozdarstvu, ampak nisem jo še nobenega v rokah. Glede tega šolstva, tle pri Snežniku, ni to zaživelo iti. Podoben problem, kot je bilo s tem gozdnim šolstvom, je bilo tudi z kmetijskim šolstvom na Slapu, ki se ga potem prenesli na Grm pri Novem mestu, kjer je tudi skozi vegetiralo. Je pa, omenila ste kako Štajersko, jaz sem si tle sam zapisal, da je kmetijska šola na Štajerskem. Torej na Štajerskem je po zaslugah Dvojeda Janeza pa profesorja Hlubka bilo bistveno več zanimanja za kmetijstvo in tam je kmetijsko šolstvo kar dobro uspevalo. Poglejte, še danes imamo cele serije Jablan po teh učiteljih iz Maribora, tako da Kranjska je tle zelo zaostajala, čeprav so bili, je tudi nekdo omenil, kolegice, ki je imela v Murvah, ste imeli na Gorenskem posameznike, naprimer znameniti misionar Pirc, je imel tudi velike nasade, preko 100.000 dreves, ampak ene take boljše tradicije, razen tiste drevesnice gor, ki se pelete, če si s to Boga ne vem, za kakšne bolj znane. Zanimivo je bilo, kako je bilo po drugi svetovni vojni problem s strokovnjaki v gozdarstvu. Bil je nek inženir Kraut, pred vojni veleposestnik, lastnik neke manjše graščine in po vojni so tako rabili strokovnjake, da so potem njega zaposlili, da je potem kot državni uslužbenec gospodaril na svojih gozdovih. Znan je bil po kletvici vsi hudiči. No, potem bi pa sam še eno vprašanje imam, če kdo mogoče od navzočih ve, kaj je z Vlašinom pa slovenskim gozdarstvom. Namreč, Hufnagel je živel v Vlašinu. Potem stari Šolmajer, to se pravi oče od tega Šolmajerja, ki ima zasluge za Snežniško gozdno šolo, je šel tudi v Vlašin pa tam umrl. Naši kmetje so hodili sekati hraste v Vlašin. To je danes v Romuniji. Jaz moram reči, da sem sicer imel v življenju željo, da še enkrat v Vlašin pa ne bom šel, ampak me zanima, če kdo kaj o tem ve, zakaj so naši hodili v Vlašin, zakaj naprimer nekam v Srbijo. Prav v Vlašin je bil center, kamer jih je zelo privlačil in tudi kar sem iskal po tej literaturi nemški, seveda se romunsko ne znam, nisem nič našel pametnega, zakaj. Je bilo pa to zelo pogosto in tam je neke zveze med slovenskim gozdarstvom pa Vlašinom so obstajale, ampak koliko vem so tam prevladovali hrastovi gozdovi, ker vem, da za nek močvirn na svet. Se pravi, je pa res kolegica tam, ko ste omenjali to začetek kmetijskega šolstva, v Nuku je v zapuščini Edvina Henrika Koste, je nekaj par listov, jaz sem to videl, se ne spomnim več, kaj piše, ali pa je v arhivu Slovenije, pa Alenki reče, če vam pomaga, da ona to zelo dobro obvlada. Ker bi bilo prav, da le
povemo pravzaprav, ker hoste pa le spadajo pravzaprav bolj v naš prostor, čeprav imajo italijanski plin, če niso oni spremenili svoj plin, jaz to sumim, da so to v bistvu krški hoste, da so pa rubetno, pa so se pa morali hoste. Ampak to so moje sanje. Ja, tem pripombe, veliko pomagam, ker ta del, to obdobje, ker se z njim ukvarjam, imam jaz malo luknje. Ja, pokličite me kdaj se. Ja, sem vam zmeraj na razpolago. Doktor Granda, hvala za ta doprinos iz vaše bogate zakladnice znanja. Še kakšno vprašanje? Jaz mogoče sem povedal, akademik Maček, to je agronom, ki se je zelo veliko ukvarjal z dokumenti, ki so pripeljali k ustanovitvi tako za hobi. Biotehniška fakulteta, torej takrat agronomske. In jaz sem videl dokumente, ki jih je pokazal ko so v Kočevskem Rogu pisali program visokega šolstva, že takrat je pokazal torej strukturo, kako so si zamislili ustanovitev biotehniške fakultete, agronomske, gozdarske, ki je potem pripeljala do tega. Samo tako, veliko tega je zbral. Pa vsaj del tega nekje je, samo ne vem kje. Kaj? Ja, tudi on ima veliko tega, vse kopimo v njih. Ja, jaz sem pa eno doktorja Japlja, ob tem satovju ekosistemskih storitev se mi je postavilo vprašanje, oskrbovalne, uravnalne in kulturne štejete kot, se šteje kot enakovredne, ali je to neka gradacija? Ne, kot enakovredne kategorije. Se teh storitev, ki sem jih navedel nekaj, v resnici jih je v klasifikaciji CITES, mislim, da je 60, no. Ker razvoj teh klasifikacij bi zelo veliko drobljenja, ker skušajo s tem zajeti vso to pestrost teh ekosistemskih storitev, ki bi lahko obstajali, ker klasifikacije so le namenjene globalnemu obravnavanju, ne samo regionalnemu. Zdaj v zadnjih variantah tudi celo delijo na biotski pa abiotski del, se pravi, da že tudi abiotskemu delu ekosistemov pripisujejo neke storitve. Se je za vprašati, k čemu to pelje, no, bi se malo, k čemu je to smisel, ampak taki smer je. Drugače pa zanimiv doktorat je zagovarjala januarja, februarja Tanja Šumrada, ki je v kmetijstvu sicer v ekosistemih. Torej, skoncentrirala se je samo na vpliv subvencij, torej plačevanje ekosistemskih storitev, zavarovanje biotske raznovrstnosti na primeru ptičev. In zaključek je bil, da evropska politika ni pretirano učinkovita, ko se tega tiče. Da zahteva resen premislek. Bolj na kmetijstvu narejeno, ne na gozdarstvo, ampak samo tako zanimive analize. Ravno Bari so jih hvala. Še kakšno vprašanje, komentar? Tole, kar je kolega rekel glede akademika Mačka, zdaj se spomnim, ampak bil je neki inženir, v tem znanstvenem inštitutu, ki je bil akademik Cvitar Šef, ki se je cele dneve samo smučal po zimni, rekel Cvitar, da nič se bil za inštitut, ampak tam so imeli vse sorte načrte in pokojni profesor Mikoš nam je tudi omenjal na predavanjih enega agronoma, ki je bil tak mojster za statistiko, da je natančno v Beli krajini predvidel, koliko krompirja lahko kmetem poberejo partizani, da ga bo kmetem še dovolj ostalo za seme, pa da ne bodo pomrli od lakote. Tako da so imeli v partizanih par takih vrhunskih strokovnjakov, ki so na kmetijstvo zelo poudarjali, so pa danes zelo pozabljeni. Jaz se spomnim samega tazga primera inženirja Dularja, ki je predvideval, da namesto zlate podlage denarja ne bi obstajala, ne vem, v krompirju ali pa v kmetijskih predelkih. Take ideje so mi zelo zanimive, ampak žal se s tem danes noben več ne ukvarja. So imeli pa zelo dobro za velik posluh so imeli za gozdove, no, pa sploh za večji kot za kaj drugega. Za kmetijstvo ne, za gozdove pa je kar bil posluh. Vse, ker so to, kar je bilo narejeno, slovenskimi gozdovi po drugi svetovni vojni
je pravzaprav za mene eden izmed velikih čudežev. Ker mi smo imeli eno katastrofo z gozdovi zaradi železnic, druga je bila med prvo svetovno vojno, ko so ogromno gozdovi sekali tudi ruske vojne ujetniki v Zasavju, Kočevskem, zlasti tle sem jih najdel veliko. No in seveda potem moramo pa računati po drugi svetovni vojni so se pa slovenski gozdovi zaradi potrebe po devizah tako sekali, da so bili gozdarji prepričani, da se ne bodo nikoli več obnovili. Danes imamo pa 3/5 Slovenije poraščene z gozdovi. Mislim, če kdo zasluži na tem področju veliko priznanje, pa res slovenski gozdarji. Pa tudi masa se je povečala, lesna masa po gozdovih. Po zadnjih podatkih grejo 4 kubiki, so menda prirasla, pa zdaj ne vem na kakšen, so samo 2 se posekata. Tako da ta proces je še zelo intenziven na razraščanje gozdov. Zlasti bi pa rad opozoril to, da zdaj se na veliko vinogradi opuščajo, mali vinogradniki propadajo in vse to zarašča gozd. In če enkrat ne pokusiš, drugič imaš že hrastke, ki so debeli kot moj mezinski. Tako da gozdovi se bodo še zelo razširili pri nas. Zlasti na Dolenjskem, na Kozjanskem, ki je to bolj opazuje. Sam popolno bi prirastka imel več, skoraj 9 kubikov na hektar. Je pa res, da so v zadnjih letih, predvsem od 2014 naprej, ker je bil še dolomov, pa še nekaj snegolomov, pa Ljubadar, se je ta rast, predvsem lesne zaloge, ki je že po 330 kubikov se ustavila. Ja. Ker je v bistvu sanitarnega poseka bilo pa zdaj že v zadnjih letih precej več. Res je bilo običajno, da se je poseka recimo manj kot pol prirastka na letos, zdaj pa tega v bistvu že skoraj 98%, predvsem v duhu teh sanitarnih sečenj, ampak to je zadnjih par let. Tako da ja, dejansko je pa res, da po tistih povojnih, rekel so colske sečenje, ki so posekali vse na eno colo, je lesna zaloga se več kot podvojila, to pa je res. Jaz bom zdaj predlagala, da to debato preselimo v spodnje nadstropje, ker se bomo malo osvežili, zato ker se potem dr. Humarju mudi naprej.